Lepo pozdravljeni. V tokratni vroči temi gostimo kemika, inovatorja, mecena, aktivnega državljana. Z nami je dr. Aleš Štrancer. Gospod Štrancer, lepo pozdravljeni. Dober dan, lep pozdrav tudi vam. Ja, in hvala za povabilo. Seveda povabilo velja, saj ste pravzaprav v svojem studiu, ne? Zdaj lahko poveva, vi ste solastnik, na nek način lastnik tega medija, Domovina in pa tudi Info 360. Ali se vam je zdaj ta vložek v medije obrestoval, ne mislim v finančnem smislu, ampak ali ste zadovoljni? Ja, sem zelo zadovoljen s tem, kar se je do zdaj prek teh portalov, portala Domovina, tudi tiskane izdaje Domovina in tudi portala Info 360 dogajalo. Nekako je po nekih mojih pričakovanjih, torej Domovina kot neke vrste rodoljuben, predvsem rodoljuben, desno usmerjen medij, Info 360 pa mogoče bolj levo usmerjen medij, torej tudi medij, ki ne bi odkrival nepravilnosti v naši družbi, predvsem stvari, ki pravzaprav nimajo za, bom rekel, neko razvito družbo velike povezave, torej korupcijske zadeve in tako. In mislim, da je Info 360 zelo dobro opravil svojo vlogo, kar se tega tiče. Tako da ja, sem zelo zadovoljen z dosedanjim delovanjem obeh portalov. Ste pa omenili, seveda, to sta dva medija, eden bolj desno, eden bolj, tako ste rekli, levo usmerjen. Zakaj dva? Ja, zaradi tega, ker najbrž uredniške politike voditi in levo in desno nekako ne gre skupaj, tudi usmerjenost vsega od portala je drugačna in zaradi tega sta pač to dva portala, da nekako vsak odigra svojo vlogo, tako nekako, kot sem si približno zamislil, ne bi te stvari šle. In zato sta dva portala z različno uredniško politiko, z tudi različnim vodenjem, torej vsak ima svojega direktorja in tudi seveda direktor daje nek odtis podjetja, torej v tem primeru medija, tako da dva portala, dve podjetji. Ker se zdaj že oziramo v novo leto, kaj lahko pričakujemo na tem medijskem področju, tudi kar se tiče teh vaših portalov? No, naslednji korak logičen je seveda nek radio in na tem intenzivno delamo, še zbiramo neko ekipo, saj tisto osnovno, tako da nekako pričakujem, da bo v prvi polovici naslednjega leta tudi ta medij zaživel. Po eni strani seveda preko radia plasira vsebine, ki se in tako kot se na Domovini in tudi kot se na Info 360 plasirajo bolj v pisni obliki, da gremo tudi potem v plasiranje teh, bom rekel, informacij, vsebin tudi preko radia in seveda naslednji potem korak bi bili tudi, bom rekel, neki novi mediji, ki bojo predvsem sposobni dosekati mlade generacije. Tudi tukaj rabim, bom rekel, strokovnjake z tega področja in pripraviti tudi vsebine, ki bojo predvsem nagovarjale mlade ljudi. No, nekje ste dejali, oziroma bilo je zapisano, svoboda govora je temelj svobodne družbe. No, saj to vemo, to je splošno znano, ampak zakaj je bilo to treba tako posebej poudariti? Mi nimamo še svobode govora? No, mislim, da se svoboda govora pri nas pravzaprav sploh v zadnjih 3-4 letih pod to zadnjo vlado zelo omejuje in zaradi tega treba tu še toliko bolj poudarjati, ne. Svoboda govora je temelj demokracije. Če svobodo govora zatremo zaradi nekih bolj, bom rekel, politično-diktatorskih načinov ali bolj zaradi ekonomskih diktatorskih načinov, svobode govora več ni. In pri nas imamo pravzaprav zdaj z neko zmes, kjer je svoboda govora izjemno omejena, ne zgolj zaradi političnih zadev, ampak tudi zaradi gospodarstva, ki nekako sodeluje s to politično strujo, ki je zdaj na oblasti. In
poznam ljudi, ki imajo probleme dobiti zaposlitev, zaradi tega, ker so mogoče kakšno stvar kdaj v življenju izjavili, ki pravzaprav ni bila tej garnituri in gospodarski in politični všeč. Vi ste nekajkrat že Slovenijo na nek način presenetili, pa lahko rečem tudi preplavili z nekimi izreki, ki so nalepljeni na neke panoje, table. Zakaj taka odločitev? No, tukaj zopet poudarjam, tukaj delam, bom rekel, uslugo ali pa delam na priprošnjo kolega, ki je pravzaprav namenil tudi precej denarja v to smer. On me je prosil, da to stvar organizacijsko vodim in tudi finančno. Vsebine pa niso moje. Vsebine je zaupal vodenju drugih ljudi, ki jih pač ne smem imenovati. In tudi njega ne smem imenovati, ker se je bal pravzaprav, da bi se določeni lobiji tukaj v Sloveniji maščevali njegovim sorodnikom in zato me izrecno prosil, da pač ostane njegovo ime skrito in ga pač ne bom omenil. No, ampak zanimivo je to, kar pravite, ne? Tudi sami ste na nekem družbenem omrežju zapisali, da to, kar je najhujše, je pravzaprav strah. Ne? Povejte mi, kako občutite, je pri nas čutiti ta strah v ljudeh, da si ne upajo, ne upamo povedati, kaj mislimo, da pravzaprav rečemo, veš kaj, bodimo rajš tiho, da ne bodo sorodniki pač potem na škodi, ali mi, ali služba. Kako je s tem v Sloveniji? Jaz mislim, da tega straha je vedno več. Če primerjam strah v tem letu, recimo, jaz mislim, da je bistveno večji strah, kot je bil leta 85-86. Tako da naša družba je zajadrala v neke vrste, jaz to imenujem fašistično diktaturo. Torej se ne obvlada več mogoče na način nekega nasilja, ampak ekonomskega nasilja. Torej ljudje, ki niso povšeči tem vodilnim garnituram, imajo probleme v službi, težko dobijo službe v nekih paradržavnih podjetjih, tajkunskih podjetjih, javne službe in ostajajo potem seveda službe v res popolnoma privatno neodvisnih podjetjih, teh pa tudi ni toliko, da bi pravzaprav lahko vse te ljudi zaposlili oziroma določene kadre, ki jih pač ta družba producira, včasih tudi nesmiselno producira. Ta podjetja ne more zaposliti. Ne? Jaz mislim, da nek naravoslovec najbrž nima tega straha, ker bo danes lahko dobi službo, ker pravzaprav kol hoče, če ne v Sloveniji, nekje zunaj. Bolj so problem družboslovci. In tu vsi po vrsti, tudi teologi in tudi na tem področju, tudi, bom rekel, v cerkvi se čuti verjetno ta strah in potem pač tudi kdaj slišiš kakšnega škofa, ki je proti premetavanju kosti. Torej, ko hočemo dostojno pokopati žrtve medvojnih in povojnih zločinov na vseh straneh, pravzaprav je tudi cerkev tista, ki je eden od, bom rekel, en od zavor, da se to pravzaprav ne zgodi tako, kot bi se moralo zgoditi. Na Primorskem smo šele zdaj uspeli imeti neko spravno mašo ob eni od fojb. Koliko let je potem, kljub temu, da je bilo ogromno nasprotovanje določenega dela duhovščine na Primorskem. Točno s tem besednjakom ne bomo več premetavali kosti. To se meni zdi pač civilizacijsko čist nesprejemljivo. Jaz mislim, da je pač mrtvi, ne glede kaj so bili, si zaslužijo pač nek dostojen pokop in biti imenovani, vemo, da so nekateri, ki so bili pobiti, sploh še nimajo niti grobov, niti imen, nič, torej se tudi sorodniki jih ne morejo niti pokopati, Mislim, kakšni divjaki pa smo mi zdaj to, da pravzaprav tega ne dovolimo, Pa pravimo, da smo v Evropi, da smo sredi civilizacijske Evrope, to je izjemno ne civilizacijsko dejanje. In jaz kot, bom rekel, vnuk človeka, ki je bil blagajnik Osvobodilne fronte na vasi, torej izhajam iz partizanskih logov, se čutim tukaj še bolj dolžen, da o tem spregovorim, ker vem, da se pač ljudje, ki izhajajo iz mogoče domobranskih družin, bojijo, še vedno se bojijo, o tem govoriti.
nekateri se sploh nočejo s tem soočati. Včasih vidim kakšnega tudi iz domobranske družine, ki je, bom rekel, danes popolnoma nasproten vsem tem, kar se dogaja, ne, pokopom svojih starih staršev, obsojenje svojih starih staršev, ne. Čeprav domobranska vojska je bila domovinska vojska, borili so se pač za svojo domovino, se že imenuje domobranci, tudi Bela garda oziroma vaške straže so se borili, da pač ohranijo vas. Proti divjanju fašizma in proti divjanju komunistične partije, a ne. Torej, same pač je komunistična partija še vedno največja teroristična organizacija v Sloveniji in tudi širše v celotnem svetu. Te stvari so pravzaprav postavljene napačno in te stvari se bodo morale s časom zgodovino pač popraviti. Torej, divjanje varnostne službe VOS-a po Sloveniji leta 1941, to je tipično teroristično dejanje. No, sej prav v enem od teh zapisov, mislim, da je bilo na X-u, ste zapisali, da z gospodom Pečnikom, to je pa zdaj tak, ki je odrezal Titu glavo, boste šli do Evropskega sodišča in bomo šli, ne, kjer bomo dokazali, da je Tito eden od največjih teroristov. In seveda tudi, kdo so današnji bedaki, ki še vedno vodijo Slovenijo v duhu terorizma in podpirajo teroristične organizacije po svetu. Se bo to zgodilo? No, jaz upam, da pridemo, da ne bojo pač slovenska sodišča, te naše, bom rekel, namere, da pridemo pred Evropska sodišča, prej blokirale, kar seveda pač najprej moramo v Sloveniji izgubiti tudi tožbo Goloba, ne, proti meni, da pač pridemo, da pač seznanimo Evropo, kaj se tukaj dogaja, ne, da seznanimo Evropo, da mi še vedno nismo komunizma obsodili smo fašizem, nacizem, popolnoma pravilno, ampak nismo obsodili komunizma in zato se pač zdaj vrtimo v tem krogu in imamo pravzaprav neke vrste fašistično vlado, kar nismo obsodili komunizma, ne. Torej, model vladanja se pač ponavlja in dokler ne bomo razčistili, da so tu vsi enaki absolutizmi, diktature, ne, potem bomo pač v tem živeli, kar živimo in jaz mislim, da pač ljudem, ki trezno razmišljajo, jasno, da Slovenija zaostaja gospodarsko, da Slovenija zaostaja kulturno in če bomo tako nadaljevali, potem bomo pač kaj? Bomo en otok, tako kot Venezuela sred Južne Amerike, bomo en otok, kot je Severna Koreja, torej na nas je ljudeh, ki tukaj živimo, ali želimo v Sloveniji nek lepši jutri, ki mislim, da se ga zasluži, ali bomo pač postali nek kučanistični otok sred Evrope. Bo pa to komično najbrž, ne, če bomo v Evropi zagovarjali Tita oziroma vse to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji. No, jaz mislim, da je treba tudi vso zgodovino osvetliti, ne, in predvojno zgodovino, komunistične partije, tudi kako so, bom rekel, prorusko orientirani komunisti pobili malo manj prorusko orientirane vodje komunistične partije, Gorkiča, a ne, ki je vodil komunistično partijo in potem, kaj se je dogajalo leta 1941, koliko so bili že vse pripravljeni, koga morajo pobiti, a ne, to je bil tipični terorizem. Torej, delovanje VOS-a je bil tipični terorizem, ne more biti bolj tipičen terorizem, a ne, poboj profesora Ehrlicha, to je tipično teroristično dejanje. Moramo to imenovati s pravim izrazom, ne. Kot je rekel tako imenovani oče naroda, Janez Stanovnik, da je bil Tikr teroristična organizacija, on je s tem pozabil, da je pravzaprav bil on največji pripadnik teroristične organizacije, a ne. Oni so največ ljudi pobili, bistveno več kot Tiger. A ne? Tiger ni hotel narediti atentata na Mussolinija, ko je Mussolini obiskal Soško dolino, zaradi tega, ki je bil en otrok. Otrok je preprečil temu, ki je bil z bombo, da je vržen na Mussolinija in bi takrat Mussolinija pokončal. A ne? Imenovati Tiger in primerjati s nekim terorizmom, torej oni so zelo pazili, a ne? Oni niso žrtvovali otroka zaradi tega, da bojo Mussolinija ubili. Tu pri komunistih ni bil noben problem, oni so pobili otroke, dojenčke, vse. In potem tudi po vojni, a ne? Dajmo pogledati, kaj so bili neuvrščeni, a ne? En kup držav neuvrščenih je bilo
Tudi so bile teroristične organizacije, PLO, torej palestinska teroristična organizacija, potem stranka. Potem so se pač malo spremenili, ampak PLO je bila tipična teroristična organizacija, ki se je šolala v Jugoslaviji. Torej nizka med vojno se je šlo terorizem, pa potem tudi poboji velikovcev. To je tipično teroristično dejanje. In potem seveda sprevrženost oblasti, da tako rečem, predvsem v tem poimenovanju, govorijo tisto, kar pravzaprav ni. Ta laž se vleče že 80 in več let. Namreč recimo omenili ste gospoda Ehrlicha, ki je bil ubit in seveda posledično so bili ustreljeni tudi talci. Ampak zdaj je tam, kjer je Ehrlich stanoval v Ljubljani, zdaj ulica talcev, kot da je v bistvu so bili talci prvi dogodek. Ne, prvi dogodek je bilo to teroristično dejanje uboja Ehrlicha, ne? No, kdor je dobro in pazljivo bral Bermanov dosje, ki ga je napisal dr. Bajt, točno spozna način delovanja. V tej knjigi so zelo podrobno popisane taktike, da je bilo treba vas, ki ni bila za partizane, je bilo treba pač prepričati v to, da bojo za partizane. In kaj so naredili? Ja, na dvoso so streljali 2 metka na Italijane, potem na Nemce in potem seveda je sledila, bom rekel, popolnoma nesmiselna in butasta reakcija in Nemcev in Italijanov so šli v to vas in so pač ljudi pobili, in so točno tu naredili, kar so pravzaprav partizani oziroma komunisti. Jaz sem zelo pazljiv med partizani in komunisti, zame tukaj ni ena čaja. Ker še vedno mislim, da se je večina partizanov borila za pravo stvar, bili so pa zavedeni. In so se mnogi potem po vojni zelo tolkli po glavi, zakaj so se borili. In tudi tukaj izdaja Kocbeka. Kocbek je le bil tisti največji negativc. Če Kocbek s svojimi krščanskimi socialisti ne bi podprl Kidriča in Kardelja, partija v Sloveniji ne bi zmagala. To je bila tisti najhujši zgodovinski trenutek. In Kocbek je v svojih spisih že prej napovedoval, da on tolerira tudi nasilno revolucijo, torej bil tudi neke vrste podpornih teroristov. In ti zdaj, ki ga hočejo zdaj rehabilitirati, pozabljajo tudi vse, kaj je pisal on leta pred vojna. On je napovedoval to, on je podpiral to in zato je potem tudi on se zelo hitro pobratil z teroristi, ker je bil pravzaprav sam istih idej. Sicer mogoče bolj krščansko obarven, ampak vsi so pravzaprav hoteli, bom rekel, premožne kmete, gospodarstvenike, podjetnike pobiti. Koliko tega kocbekovskega duha, če tako rečemo, je v Sloveniji po osamosvojitvi, zdaj 35 let je prav zdaj od tega prvega referenduma, ampak se zdi, da se nismo prav premaknili nekam naprej v tem razločevanju, kdo je kdo in kaj je kaj. Ja, tukaj seveda imamo medije, pa zdaj od tega, da bi imeli televizijo kot glavnega krivca, imamo tudi radije, imamo tudi pisne medije, kjer se te stvari pravzaprav zakrivijo. Tudi v desnih medijih, jaz mislim, da se te stvari ne postavijo v pravo mesto. Lahko začnemo z družino, tudi z Radio Ognjišče, a ne pa Dedkom Mrazom na Radio Ognjišče. In pravzaprav to je bil en glavnih razlogov, da sem začutil, da v Sloveniji ni mojega medija, ki bi pravzaprav bil res popolnoma neodvisen od take drugačne zgodovine, politike, ki bi pravzaprav stvari skušal postaviti na tisti zdrav temelj, kaj je resnica. Torej, doktor Štrancar, mislim, da ste se v enem od teh svojih zapisov na nek način ponudili tudi, da bi bili predsednik vlade. Še drži ta obljuba oziroma želja? Sem se ponudil, torej moram biti zopet zelo jasen, ker sem potem videl, da ljudje tega ne razumejo, kaj sem se jaz ponudil. Jaz nisem ponudil, da bom pač, nisem govoril, da bom delal stranko, jaz sem se ponudil vsem strankam kot potencialni mandatar. Ne bom razlagal zdaj v detalje, zakaj mislim, da bi bil dober mandatar. Na kratko, sem dober organizator, sem dokazal, da znam voditi mnogo ljudi, imam po svetu ogromno povezav, sem v gospodarstvu zelo močen, tistem pravem zdravem gospodarstvu, ne tajkunskem. Torej, mislim, da imam pravzaprav
v primerjavi s trenutnim premierjem vse tiste pozitivne stvari, ki jih on ima negativne. Torej, če imamo potem enega taka premiera, si upam trditi, da se zdaleč boljš kot on. Zdaj, kako bojo pa stranke to vzele, ali bojo potem me pravzaprav predlagali kot mandatarja, to je pač stvar strank. Jaz nisem rekel, da ne bo katera stranka me more. Sem se ponudil. Torej sem se ponudil kot, bom rekel, aktiven državljan, da sem pripravljen tudi v to zadevo zagrist. Sem bil pa seveda napaden, bom rekel, še bolj od desne strani kot od leve, kar se te moje ponudbe tiče. Ampak vsak človek ima pravico do svojega mnenja. Tudi jaz jo imam in še vedno pač trdim, da sem bistveno boljši predsednik vlade bi bil kot ta, ki ga imamo trenutno, ker pravzaprav to je antipod dobrega predsednika vlade. To je resnični antipod dobrega predsednika vlade. Predstavlja vse to, kar dober predsednik vlade sme biti. No, in mislim, da ste rekli, da bi bili premier, če bi sami izbirali ministre, pa če ne bi sprejemali ideološko obremenjene zakonodaje. Se vam zdi, da je zakonodaja, ki jo sprejemamo, in sploh življenje v Sloveniji zdaj tako ideološko obremenjeno? No, mislim, da živimo zdaj v enem zelo ideološkemu času, sploh zadnje 3 leta in pol, to je ena sama ideologija. Torej imamo neko zmes fašistično LGTB plus ideologije, kjer pravzaprav še ti, ki zakone sprejemajo, ki od njih glasujejo, ne ve točno, kaj sprejemajo. To je en totalen kaos, ideološki kaos, ki pravzaprav meša vse ideološke elemente, torej čisto vse pravzaprav je ideološko, nič pametnega. Poglejmo eno stvar, ki pravzaprav bi slonela na zdravi kmečki pameti, ker konec koncev živimo od zdrave kmečke pameti. Podjetja morajo imeti dovolj zdrave kmečke pameti, da rastejo, države morajo imeti dovolj zdrave kmečke pameti, da so uspešne. Če tega ni, potem se lahko gremo umetno inteligenco, zelo moderno artificial intelligence, in kot pravijo Američani, junk in, junk out. Torej, boste znali vi prevesti boljš kot jaz. Če daš noter smeti, pridejo ven smeti, recimo. Tako, in jaz mislim, da imamo pač, kar se tiče trenutne vladne opozicije, točno to. Smeti so šle noter in še huj smeti prihajajo ven. Včasih se zdi, da smo v nekem laboratoriju, v nekem velikem marksističnem eksperimentu. Se vam zdi tako tudi vam? Mislim, da ne, ker pri marksizmu so vsaj določene stvari veljale. In bom rekel, vseeno je bil nek red. Tudi po vojni je bil nek red. In kot se spomnim nekaterih, bom rekel, predvojnih študentov, dobrih študentov in povojnih komunistov, nekateri so bili bolj partiji zaradi tega, da so lahko delali svoje delo naprej, nekateri so bili bolj ideološko obremenjeni, ampak ti ljudje so vedno govorili, dokler smo mi na oblasti, se ni zabat z ekonomijo, se ni zabat z napredek, ker mi smo se učili, kako je treba delati v bivšem sistemu, ki je seveda cenil delo. Ko pridejo naši zanamci, ko pride generacija iz Kumrovca, takrat bo hudo. In to imamo zdaj. Imamo generacijo iz Kumrovca, ki pravzaprav je živela na Titovem postulatu, ki ga je izrekel, ko je bil v zaporu, in potem v nekih spominih, mi nismo nikad radili, uvijek smo štrajkali. Torej, to je pravzaprav ta popotnica Titova, da delu ni vrednota, da ni potrebno delati, da treba štrajkati, se upirati. Vedno bo nekdo, ki bo poskrbel za nas, in on je to pač dobro vodil. En čas je imel za norce vzhodni blok, en čas je imel za norce zahodni blok, vedno je pač nekako uspel dobiti denar, in seveda, ko je pač umrl, tega denarja več ni bilo in smo pristali v vojni. Ker vojna je tista, ki potem nekako postavi zopet stvari gospodarsko, ekonomsko na temelj. Ko so dolgovi preveliki, pač pride do vojn. In tudi vidimo, tudi zdaj v svetu imamo vojne, zaradi tega, ker je prav predvsem ta zapadni del sveta živel na dolgovih, torej gospodarstvu
predvsem pa države, sploh evropske države, Evropska unija, to je tako zadolženo vse, da je edini način, da se to nekako reši, so vojne. In vidimo vojno v Ukrajini, zdaj nam grozijo vojno v celi Evropi, kar po mojem je res hudo strašenje, to je bolana politika Evropske unije. Jaz mislim, da nobenemu ni pravzaprav glavni namen imeti vojno, tudi Putinu ni glavni namen napadati za Evropsko unijo, ampak gre se pač za zakrivanje slabih politik, slabih gospodarskih politik Evropske unije, od zelenih tehnologij do CO2, do vseh neumnosti, ki so se jih ti birokrati v Bruslu zmislili. In kot vidimo potem, da je to res zgolj samo politika, zdaj smo videli pred nekaj tedni, da je Bruselj gladko malo povozil svoje električne avtomobile in zopet dovolil dizel, kar seveda je pametna odločitev. Ampak vidimo, da pravzaprav vse, kar se Bruselj gre, sploh v zadnjih 15-20 letih, je ena sama ideologija. To nima nobene zveze z gospodarstvom. In zaradi tega pač Evropa nazaduje, gospodarsko nazaduje. Torej, dokler se ta politika v Bruslju ne bo spremenila, in bojim se, da se ne bo spremenila, ne bomo videli v Evropi pač nekega pozitivnega trenda. In mislim, da tudi Slovenija se mora počasi odločiti, kam se bomo pridružili. A bomo ostali tej, bom rekel, proti življenju motivirani bruseljski politiki, torej politikam splava, politikam evtanazije, politikam poboju ljudi na lep način, Evtanazija pravzaprav je tudi neke vrste poboj, torej pokojninske blagajne so prazne, socialne blagajne so prazne in pač dajmo ljudem možnost, da se ubijejo, namesto jim dali pomoč, kako naj preživijo. Nima nič proti, če se nekdo odloči, da ne želi več živeti, ampak nima pravice prisiliti enega zdravnika, da ga pokonča. Naj si kupi pištolo, pa naj se pač ustreli, imamo vrvi, pa naj se tam obesijo, pač ljudje so vedno delili samomore. Lahko tudi se jim proda zakonito pač tabletke, ampak nima pa nišče pravice ljudi preprečevati v samomor, v evtanazijo, in nima nišče pravice druge ljudi prisiliti da delajo evtanazijo, kot nima nišče pravice prisiliti zdravniku, da delajo splav. Torej, imamo svobodo, naj bo svoboda za vse enaka. Torej, jaz imam pravico delati splav, ja, imaš pravico, v redu, ampak nimaš pa pravice mene prisiliti, da ti naredim splav, ker potem kršiš mojo pravico. Dajmo te stvari postaviti enako. Torej, pravica za vse. Pravica za vse. Moja pravica ne sme ogrožati tvoje pravice. In tukaj Evropa pada, Evropska unija pada in pada, ker pravzaprav uveljavlja pravice nekaterih, na račun pravic drugih. Uveljavlja pravice nekih priseljencev, na račun pravic ljudi, ki tukaj živijo stoletja in tisočletja. Torej, se ni problem z migracijami, nujno potrebne, ampak ne bojo zakonite. Zakaj? Moram jaz priti v Slovenijo z potnim listom, nekdo pa pride od ne vem ki brez potnega lista. Ja. Zakaj sem jaz manj vreden? Torej, jaz sem manj vreden, na vseh področjih sem manj vreden kot prišlek, ki tukaj ne plačuje davka. Torej, kje so tvoje moje pravice? Moje pravice se kršijo vsakodnevno. In tukaj pravzaprav tudi zaradi tega domovina, da govori o teh temah. No, seveda, zdaj vse to, kar ste navedli, je na nek način tudi strnjeno to, o čemer zdaj gledamo, poslušamo zadnja 4 leta te vladene. To je bil kup nekih obljub, nekih laži, ki se potem že isti dan izkažejo, da pravzaprav sploh ni tako, kot je povedano, da je drugače, da nič ni uresničeno. Kako bomo prešli vse to, ves ta kaos, ki ga je ustvarila ta vlada? No, tukaj se tudi jaz sam sprašujem, se bojim, da nismo še zreli, da to presežemo. Bo najbolj potrebno še 4 leta, da pademo še nižje. Torej, dokjer bojo ljudje imeli občutek, da še nekaj imajo, do takrat pač bojo verjetno popuščali vsem tem idiotizmom. Torej, ljudje morajo pravzaprav začutiti, bom rekel, v želodcu, da je zdaj pa dost. Tako da, ko ljudje
ne bojo začutili, da je res in gre v tisto osnovo, ne? Da si ne more več privoščiti 10-dnevnega dopusta na hrvaški obali. Ne? 30% si tega ne more, ampak je premalo. In teh 30% pravzaprav ne ve, zakaj si tega ne more privoščiti. Ne? Ne ve, da imamo daleč najvišje davke, zaradi tega, ker se tu vedno vse nekako preko mediju zmanipulira, preko radija, a ne sploh radija, pa razni audič šovi, pa podobna pranja možganov ljudi. Ljudje se bojo morali najprej zavedati, da jim nekdo laže. In ta laž je pač nesmrtna duša fašizma, nacizma in komunizma. No, in zdaj LGTB plus izma. Za mene LGTB plus je pravzaprav nadaljevanje vseh teh fašizmov, nacizmov in komunizmov, torej Volk in LGTB plus. In ta stvar pele te narode v pogubo, poglejmo pač zapadno Evropo, kam to pele. In po drugi strani poglejmo te države, ki so se temu uprle. Poglejmo Poljsko, daleč najvišja gospodarska rast. Daleč najbolj varna država. Ni brezposelnosti. Poglejmo Češko, Slovaško. Zdaj bo seveda vsi name planili glede Madžarske, ampak Madžarska tudi beleži visoko rodnost, torej ne rabijo priseljencev, oni pač s svojo rodnostjo, s svojo politiko ohranijo svoj položaj, a ne? Hrvaška, ne glede na ogromno število ljudi, ki so bežali potem leta 96-97 bežali, so se izseljevali, ker pač je bila Hrvaška delno porušena, ampak Hrvaška se postavlja. Naslednje leto bojo imeli boljše neto plače, kot imamo mi. Kje so bili oni 10 let nazaj? Mislim, a res ljudje tukaj v Sloveniji res ne znajo prešteti 2 plus 2, vsak sam. Nekaj mu medij prinese. No, vi ste podjetnik, ne, dejansko pa ljudje, pravzaprav vsak danes že v lastni denarnici vidi, da je na nek način okraden, a ne. Davki so se povečali, bruto plače, prvi bruto, drugi bruto, dobimo manj, ker je seveda ta vlada ukinila prejšnjo davčno zakonodajo, zdaj nam ponujajo neke božičnice, ki jih spet plačuje z proračuna, ki ima vse večjo luknjo tudi ta proračun, a ne, in konec koncev nam za dolgotrajno oskrbo jemljejo 1%, konec koncev tudi upokojencem, ki so si penzijo zaslužili in ne razumejo, zakaj se jim zdaj ta upokojnina v bistvu manjša za 1%. Se vam zdi, da ti finančni momenti niso dovolj, da ljudje spoznajo, bodo še vedno v megli? Nekateri niso, ne? Ja. Nekateri se grejo še vedno pač indijanci in kavbojca, ne? In to je stvar, kar sem rekel, da je ta vlada izrazito ideološka, ne? Ta vlada je pravzaprav najbolj razdvojila slovenski narod. A ne? Ta vlada je prišla na pozicijo s sloganom proti delu slovenskega naroda, proti delu slovenskih državljanov. Seveda ta politika izhaja iz Murgla. To je pač ideološka politika, kar je pač začela že leta 1941. Proti. A ne? Ni za, ne za skupnost. Proti. Mi zmagamo. To je naše, nam to pripada. In pač ta politika še vedno pravzaprav teži Slovenijo in je mlinski kamen državi Sloveniji. In ta mlinski kamen pravzaprav Slovenijo vedno bolj potaplja. Ne vem, ne znam povedati, kdaj bo to pravzaprav ta vrv, ki je na Sloveniji prerezana, ampak en dan bo. Ali bo tu čez 1 leto, najbrž ne, čez 4 leta, 5. Če ja, čez 9, zagotovo da. Ampak so pa dobili zelo veliko glasov na volitvah, to je pa tudi res, ne? Čeprav je recimo kandidat takrat še dr. Golob obljubljal višje davke, zakaj so potem tako močno zmagali? Ja, tukaj se pravim, niso bile volitve za, ampak so bile volitve proti. Mogoče tudi določene napake prejšnje vlade, sploh z ministrom Vizjakom, torej, ko je minister Vizjak tako zelo izgubil tisti referendum, a ne. Jaz mislim, da je pravzaprav ta izguba na tem referendumom zelo vplivala potem tudi na politiko proti Janši.
In seveda nekatere druge napake, tudi verjetno borba za prestiž v kaj je bila stranka Prebudimo, ko je pač Marjan Podobnik rušil gospoda Kosco, in je ta stranka za las izgubila parlament in verjetno stranka Levica za las prišla v parlament. Potem tudi goljufije pri volitvah in vse, bom rekel, tudi akcije od taksistov, ki so vozili ljudi, ki ne bi šli na volitve. Torej, nekaj je bilo sigurno tudi prevare, volilne prevare. Za medije tako vemo in kot jaz imenujem Biserka Toš agencijo, torej agencije za ustvarjanje javnega mnenja. Ljudje so očitno še vedno radi slišijo lepe zadeve in nočejo slišati pravzaprav tistega, kar je pravzaprav najbolj pomembno. Brez dela ni hrane. Ja. Kaj bo po vašem mnenju glavna predvolilna tema, namreč 22. marca, to je pa kar hitro, to je čez 3 mesece, bodo volitve, ne? Na kaj se moramo osredotočiti? Jaz mislim, da se treba osredotočiti na to, kaj bo Slovenija čez 10 let, ne čez 4, kaj bo Slovenija čez 10-15 let, kje bo Slovenija pozicionirana. Ali bo v krogu držav, ki umirajo, krog držav, ki propadajo, torej ta zapadni del Evropske unije, ki je dekadenten, ki je pravzaprav naseljen z drugačno kulturo, ki bo prelslej, po mojem, prevladala v teh državah. Ker če ti nimaš rodnosti, potem prelslej bo pač druga kultura prišla. Tu nam zgodovina kaže, ljudje žal nočejo več zgodovine poslušati, ampak že stari Rimljani so rekli, da je pač zgodovina učiteljica življenja in če zgodovine ne poznaš, jo boš ponavljal. Jaz upam, da bo pač počasi vseeno ta pozitiven trend v Sloveniji, predvsem tudi na mladini, kaj bo z nami jutri prevladal in da bomo počasi splavili bolj v zdrav del Evrope, torej da bomo priplavali v to jedro, ki se zdaj gradi, torej jedro Poljske, Slovaške, Češke, torej zdravih držav, z zdravim temelji, z svojim zdravim tudi naraščajem in povezani tudi z ZDA. Torej, Evropa brez dobre, bom rekel, strateške povezave z ZDA bo pravzaprav lahek plen in Kitajske in Rusije, predvsem Kitajske. Si pa Nika Kovač, denimo kot ena izmed vodilnih teh nevladnic, pa močno prizadeva za splav za vso Evropo in bi rada na nek način vsilila splav tudi državam, ki jih omenjate, Poljska recimo, dobro Malta tudi, ki ga omejeno dovoljujejo. Obšla bi na nek način zakonodajo držav in bi prek Evropske komisije zdaj na nek način vsilila to vsem državljankam Evrope tako. Kako gledate na te pobude? Prva stvar, mi moramo pravzaprav vedeti, kdo stoji za Niko Kovač. Se Nika Kovač ni nihče, brez neke podpore. Torej, Niko Kovač podpirajo predvsem določeni ameriški lobiji, Soros in njegove fundacije, ki pravzaprav hočejo svet predrugačiti, svet narediti globalno vas. Torej vse narode premešati in narediti iz tega Orwellovo farmo. Tisti, ki je bral Orwella, približno vidi, kaj je. Ampak to se je v svetu že večkrat poskušalo, tudi z nacizmom, tudi z komunizmom, vse je skušali narediti globalno vas. Ena ideologija tu ne gre, ker narod, prelslej se ljudje prebudijo in vidijo, da jim pravzaprav kratijo osnovne človekove pravice. Tudi kot se zdaj ljudje v Angliji, pravzaprav kmetje v Angliji so začeli se zavedati, da jih uničujejo s davki na način, da bi te kmetije prodali Billu Gatesu in podobnim. Tako se počasi tudi ostali del Evrope prebuja. In jaz mislim, da Nika Kovač v teh državah Srednje Evrope, Višegrajske skupine, nima prav nobenih možnosti, da bo s čimerkoli uspela. In tudi pritok denarja za njene aktivnosti mislim, da bo počasi usihal, ker seveda ti
te fundacije Sorosove vedno stavijo na tiste vlečne konje, ki piljo naprej. Biti vlečen konj v Bruslju pravzaprav ni več ta glavna motivacija. Bruselj je pravzaprav postal kot sam sebi namen. To je 10-krat slabši, kot je bil včasih Beograd. Ta stvar razpada. No, na včerajšnji maši za domovino je metropolit in nadškof Stanislav Zore opozoril na demografsko zimo, ne. Zdaj pa, glede na to, na rezultat referenduma o tej evtanaziji, rečeno pogojno, ne, pomoči pri samomoru, smo videli, da lahko Cerkev zelo veliko pripomore k razmišljanju ljudi. Ali se vam zdi, da je storila v Sloveniji dovolj? Vsaj kar se teh demografskih vprašanj, pa tudi drugih vprašanj tiče, ali se drži bolj ob strani? No, Cerkev trenutno, mislim, ne glede na zadnje aktivnosti, kar se tiče referenduma o evtanaziji, se je pravzaprav umaknila čisto v neko ozadje. Mislim, da delno tudi zaradi tega, ker so znotraj Cerkve očitno neke afere, ki jih nekako morajo skrivati in verjetno zaradi tega se bojijo izpostavljati. Tako da ja, Cerkev slovenska bi morala po svoji dolžnosti, če smo kristjani in če verujemo v Kristusa, ne, potem bi morala narediti bistveno več, predvsem kar se tiče resnice. Kaj je resnica? Torej, Cerkev bi morala biti tisti prvi v vrsti zagotavljanja in borbe za resnico. In evtanazija ni resnica, splav ni resnica. In še marsikaj drugega ni resnica. Tako da, ja, tudi ko vidim število škofov, se vprašam, število duhovnikov pada, število škofov raste, kaj s tem, a ne? In kot mi je nekdo rekel, da pravzaprav še noben škof v Sloveniji ni bil posvečen tudi brez patronata nasledniku bivše udbe. Ali to drži ali ne drži, ne vem. Ampak ta Cerkev se bo morala spremeniti, se bo morala bistveno spremeniti in predvsem bo morala dati bistveno večjo težo moškemu kot osrednji vlogi v Cerkvi, a ne. Moški so pravzaprav izgnani iz Cerkve. Pobudo so prevzele ne bom rekel feministke, ampak odločne ženske, nič narobe. Problem je, če potem zmanjka ta drugi pol, ki ga pač vsaka družina rabi in tudi Cerkev ga rabi, moški del. Moški so bili pravzaprav s temi pastoralnimi sveti izgnani iz Cerkve. In to se zdaj manifestira tudi v tej Cerkvi, predvsem pa v slovenski. Slovenska Cerkev je pravzaprav brez desne roke, brez moškega. In zaradi tega so tudi duhovniki zmedeni. Ker te, bom rekel, glavnega temelja nimajo se več nekoga oprt. Okrog njih so ženske, ženske jim pravzaprav skušajo služiti in jih osvajati, ne bom rekel zdaj v spolnem načinu, ampak in seveda potem tudi sami začnejo bolj žensko razmišljati in tukaj pridemo potem tudi do vzgoje in verouka. Ta verouk tudi postaja pravzaprav ista pašta, kot ga imamo v šoli. In v šoli pač vemo, da ta šola je zelo ideološko obarvena in se pravzaprav tudi pri verouku ta stvar manifestira. Torej, tudi pri verouku imamo glavne, ki imajo verouke, pravzaprav učiteljice, profesorce, ki vodijo stvari v šoli. In še tam so pravzaprav delno oprane. Jaz celo pravim, da našo slovensko Cerkev vodijo ideološko levo usmerjeni ljudje. Torej, ta slovenska Cerkev je šla zelo v levo. In če ne bo šla nazaj, potem bo ta Cerkev propadla in seveda bojo prišle neke nove cerkve in kulture, kar se seveda kot kristjan, rimokatolik ne želim. Torej, kako res se vi kot družinski oče, imate 5 otrok, ste poročeni, ste katoličan, kako se vi osebno odzivate na te probleme, ki ste jih zdaj imenovali? V Cerkvi? Ja, tudi jaz bom rekel, sem potem v zadnjih vrstah, ker enostavno se preriti v prve vrste ne moreš pri tem, bom rekel, zelo agresivnem rinjenju v prve vrste tudi v Cerkvi.
In tu bom rekel, agresivni urinjenje v prvi vrsti včasih prav smešno in včasih se pravzaprav malo že smejem vsem tem zadevam. Smilijo se mi seveda določeni duhovniki, ki morajo to prenašati, kar pravzaprav tudi najbrž nimajo podpore pri svojih škofih. Škof bi moral biti družinski oče svojim duhovnikom in najprej bi moral poskrbeti za svoje duhovnike in jih voditi v skupnost in ta skupnost bi morala biti zgled vsem ostalim skupnostim. Jaz te skupnosti v Slovenski cerkvi ne vidim, te duhovniki so prepuščeni na milost sami sebi. Včasih so imeli saj kuharce, ki so jih spravljali v red, da niso zapadali pod druge zadeve. Vemo, da je ogromnega alkohola med duhovniki. In škofje so tisti, ki niso opravili svojega dela. Škofje, slovenski škofje so tukaj padli prav na sej črti. Ne vsi enako, nime vsi enake krivde, ampak vodstvo Slovenske cerkve je tisto, ki bo moralo samo sebe pogledati v ogledalo in te stvari začeti spreminjati, tudi na način, da so bolj odločni. No, ko že govorite o prvi vrsti, prav zdaj smo videli doktorja Roberta Goloba v prvi vrsti v cerkvi na tej maši za domovino, prej ga nismo videli in dejansko se politika zdaj nekako plasira v to prvo vrsto tudi v cerkvi. Ja, seveda, volitve so blizu, volitve so blizu. In po mojem bo Golob tudi cerkvino se poročil marca meseca, če bo gotovil, da mu to prinaša glasove. Ampak tu pomeni zelo jasen signal, da so ljudje, ki hodijo v cerkev, zelo veliki podporniki tovrstne politike. Torej, zakaj gre Golob v cerkev? Ker rabite glasove. Če bi vedel, da v cerkvi ni ljudi, ki bomo jo dali glasove, ne ga ne bi bilo v cerkev. Torej, cerkveni ljudje, nedeljniki so tisti, ki prispevajo ogromno glasov za zmago tako imenovanih levih struktur. In tudi v prvih vrstah v cerkvi, bom rekel, je več levo usmerjenih oziroma proti, tistih, ki so proti desni strani. Zato tudi, če obrnemo po vseh volilne skrinjce, bomo videli, da v tistem času po nedeljski maši je največ glasov za Goloba bilo. Tudi tukaj, kar se tiče zakona o evtanaziji. Ogromno ljudi, ki je bilo v cerkvi, je šlo glasovati za evtanazijo. Kakšen kristjan si, kakšen katolik si. Torej, tudi v cerkvi so pravzaprav našo cerkev, tako tradicionalno, so ugrabili. Ugrabili so jo in seveda Golob gre za to zdaj v cerkev. Da se pokaže, gre na brezje. Bom rekel smešno, bom pač prijazen, smo pred božičnim časom z smešnimi lutkami, pa to je norost. Bom rekel, neka zdrava pamet tega ne bo prenesla. Ja, ampak je bil sprejet, ne? Je bil sprejet, ja. Seveda pravijo, da moramo cerkev vsega sprejeti, o tem ne sodi Bog, kdo je sprejet, zakaj je sprejet in kakšne so bile računice odzad za ta sprejem. In kakšen, bom rekel, plačilo je bilo tudi dano za to sprejetost. In a je to judižev denar ali je božji denar? Tudi vi veliko donirate. Nam lahko poveste kaj več o tem? No, kar doniram, pač želim, da je pač zaupno, o tem ne bom govoril. Ste pa povedali, da donirate. Doniram. Ja. No, zdaj, kdo je za vas dober predsednik vlade? Prej smo rekli, da nekdo ni, zdaj ta sedanji ni, ampak kdo bi bil dober predsednik vlade? Kako si ga vi predstavljate? No, dober predsednik vlade mora vedeti, da je treba najprej zaslužiti, da potem deliš. Torej, brez prihodka ni odhodkov. In če hočeš imeti prihodke, moraš pravzaprav delati na tistih, ki te prihodke prinašajo. Prihodke prinaša gospodarstvo. In to zdravi del gospodarstva. Ne tisti, ki potem živi od subvencij, ki jih ta država vsako leto deli več. Torej, to gospodarstvo mora imeti maksimalno podporo, predvsem birokratsko, od zakonodaje k zemljišč, inšpektoratov in vsega,
kar se rado v Evropi dogaja, ki so pravzaprav vedno bolj namen, da se uničuje to gospodarstvo, ne da se mu pomaga, delovne zakonodaje in potem tudi davkov. Zakaj hoče nekdo pobrati tem, ki imajo profite, ki imajo dobre profite, vse te profite in on odločiti, kam se to investira, ne pa tisti, ki je dokazal, da zna investirati, ki je dokazal, da zna narediti profit. Torej, še vedno je tisti, ki ustvarja, prvi, ki mora odločiti, kam gre ta profit. In potem tisti, ki ustvarja, ki prispeva v državno blagajno, da ima seveda potem tudi v političnih strukturah nek glas. Slovenski izvozniki pravzaprav glasu v Sloveniji nimajo. Mogoče par največjih podjetij, ki imajo neko politično moč, ampak srednja podjetja, majhna podjetja, ki so pretežno izvozniki, razen nekih posvečenih, politično preferiranih, nimajo prav nobene besede. Niti pri davkih, niti na način, kako se potem vodi gospodarstvo, kaj šele pri neki politiki. Pa ni to zdaj zgolj samo v levih vladah, tudi v desnih vladah. Tako imenovanih desnih vladah tega ni dost. Dobro, zdaj, če to poslušam, mislim, lahko razberemo, da je dober predsednik vlade nekdo, ki je sam ustvaril neko podjetje, ki ve, za kaj gre. Ki zna gospodariti. In teh nimamo do zdaj, tudi v desnih vladah ste rekli. Ne, nimamo. Sej, pravzaprav Slovenija še ni imela neke desne vlade. Mi imamo leve vlade, sredinsko leve vlade in skrajno leve vlade. Zdaj imamo skrajno levo, prej smo imeli, bom rekel, sredinsko levo vlado. V Sloveniji nimamo niti desne stranke. V Sloveniji še ni bilo neke resne desne stranke. Vi je ne bi naredili? Nikoli ne reci nikoli. Torej, če bi vi naredili stranko desno, kakšen bi bil vaš program? Sigurno bi najprej pogledal, kakšni so prihodki, kakšni so odhodki in podpiral najprej tiste, ki prinašajo prihodke v državno blagajno. To je vedno temelj. Državna blagajna, ki je vedno bolj prazna, ki je vedno bolj zadolžena, pomeni, da prelej bomo postali sužnji. Ko si ti na milost in nemilost prepuščen tistim, ki ti dajo kredite, potem nisi več suveren. In Slovenija je blizu tega, da ne bo več suverena. Kje smo kredite ujemali, pa ste videli zadnjič, na Kitajskem. Če nekdo misli, da bomo pod kitajskim patronatom suvereni, potem se zelo moti. Bomo Slovenci spoznali, kaj pomeni imeti kitajski patronat. To bo huda izkušnja. Zakaj v Sloveniji nimamo desne vlade? Kaj se vam zdi, je mogoče razlog, da ni bilo lustracije? Kaj se je zgodilo v teh 35 letih? Če pogledamo, Slovenci so pravzaprav zelo čuteči, socialno čuteči. Tudi danes se pravzaprav zelo dosti denarja zbere za razne pomoči. Torej, eno od razlogov je, da verjetno mislimo, da nam leve vlade prinašajo bolj socialno sprejemljive rešitve, ampak je žal nasprotno. Smo socialno čuteči, želimo si pravzaprav biti socialni, ampak preko te socialnosti pravzaprav smo prišli na nivo tega, da nas pravzaprav kradejo. Država nam vodi pravzaprav mafija, ki krade odprto, danes celo odprto, brez sramu krade. Torej, z te socialne čutečnosti, ki jo popolnoma podpiram, nikoli si nisem mislil, da bom jaz tisti, ki moram reči, v Sloveniji rabimo desnico. Nikoli. Ampak pač zdaj vidim, da brez tega enostavno Slovenija bo propadla. Jo več ne bo. Bomo postali sužnji. Torej, ta socialna čutečnost, tudi slovenska cerkev, socialno čuteča, zelo podporna, bom rekel, tem bolj levim politikom. Potem imamo en kup enih diplomantov teološke fakultete, ki ne preživijo brez te socialne čutečnosti, ker pač so nezaposljivi. Torej, ogromna količina študentov, ki so družboslovci, to je nezaposljivo. Tudi že sam izobraževalni sistem. En naravoslovec in tehnik se ne boji.
pač če ne bo v Sloveniji dobil službe, bo šel čez mejo. Kaj bo naredil en družboslovec? Kam bo pa šel? In zato se nam veča javni sektor in ta stvar seveda potem postaja in se bo hoti. Ta ogromen javni sektor enostavno ga več ni denarja, ki bi tu lahko preživel. Torej, ta javni sektor je 3-krat prevelik. 3-krat. In ga niso ustvarile samo skrajne leve vlade, ustvarile so ga tudi levo-sredinske vlade. Prave desne vlade ga ne bi ustvarile. En moj znan spor z Novo Slovenijo je bil, ko so glasovali za to, da se poveča plače javnemu sektorju. Torej, stranka, ki sebe imenuje kot podjetniška, tega ne sme narediti. Ne sme. Načelno ne sme tega narediti. A ne? Nisi podjetniški, ker podjetnik bo rekel, ne. Ne moram imeti 5 ljudi v pisarni, a ne, pa 3 ljudi v proizvodni. Ne, moram imeti 4 ljudi v proizvodni in 4 v pisarni. Nova Slovenija je šla podprt večje plače v javnemu sektorju. Skregano, z logiko, osnovno. Torej, to ni podjetniško. In taka stranka ne more reči, da zagovarja podjetnike. Ne zagovarja podjetnikov. Stranka, ki zagovarja podjetnike, bo strogo proti večnem davku, bo strogo proti večnem javne uprave, ker tako dovolj drugih strank bojo pač v to smer šle. In če ni neke zavore, potem se gre v tisto smer. In v Sloveniji enostavno ni desne zavore. Torej, tudi ko dobimo Janšino oblast, je še vedno levo usmerjena politika, kar se tiče državne blagajne. Zakaj je to tako? Če bi to vedel. Mogoče delno pač, kot sem povedal, Slovenci smo socialno čuteči, hočemo pač nekako pomagati. Ali pa kdo drug ne pride na površje? Ne more? Verjetno so tudi nekateri, ki so mogoče bili drugačni, zatrli v svojih lastnih strankah in niso prišli do izraza. Tudi mogoče. Torej, Slovenija nujno potrebuje desno stranko, da bo pravzaprav argumentirano izpostavlja določene stvari, ki jih zdaj nihče ne zagovarja. Ali vi vidite koga kot tega politika, ki ima to opcijo, to možnost, da bo? Trenutno v politiki in politični stranki tega ni. Da imamo ljudi, ki so to sposobni narediti? Imamo ljudi. Podjetnike? Tudi. Kakšna je po vašem mnenju vloga Milana Kučana? Vendarle smo že rekli nekaj o lustraciji. To je seveda prvi predsednik, bil je večkrat predsednik, nikoli ilustriran, nikoli mu tudi Slovenija ni bila intimna opcija in očitno mu še danes ni. Je pa ves čas vse prisoten kot neko božje oko, se pojavi tam, kjer je treba in pove tisto, kar se takrat na levi strani političnega pola pričakuje. Jaz mislim, da zdaj njegova vloga že postaja prav tragikomična oziroma smešna. Ne? Gre za enega dinozaura, ki pravzaprav ne vidi več, kaj se odvija v svetovni politiki. Svetovna politika se v zadnjih par letih izjemno spreminja. Polje odločanja so se zelo obrnili in on še vedno pravzaprav razmišlja z neko glavo enega človeka, ki so mu vzeli tisto, kar si najbolj želel. On si je hotel biti pač mali Titek in to mu je bilo odzeto. Najprej mu je to Milošević odzel na kongresu komunistov, potem seveda mu je to vzela osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije in on ima neskončno bolečino. Jaz mislim, da on od te bolečine ne spi. Potem seveda razmišlja v svojih utvarah, fantazmah in seveda potem to deli po okoli in očitno ima še vedno dovolj poslušalcev, da ga poslušajo, ampak tukaj gre za enega dinozaura, ki pravzaprav ga je zgodovina že zdavnaj premagala in obšla in zaradi tega tudi Slovenija tudi ni na pravi strani, ni na pravi strani tistih, ki bodo zmagovalci še 10 let. Slovenija ni v tej vlogi in če poslušamo zdaj neke nove trende, tudi o povezovanju baltskih držav, Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Avstrije, Italije in Hrvaške, Slovenije na tem zemljevidu ni. Mi smo izločeni. Mi smo evropska Venezuela postali. Tudi zaradi fantazmu enega Kučana in tistih njegovih prijateljev, ki pač trpijo, neskončno trpijo, ker niso postali nasledniki Tita. Ali je Milan Kučan antislovenec? Milan Kučan
ne samo, da je antislovenec, jaz mislim, da on je celo antievropejec, ampak v tistem pozitivnem smislu. In Bruselj ni pozitiven smisel. Tako da Milan Kučan je, bom rekel, po mojem izjemno zafrustriran človek in te njegove frustracije škodijo Sloveniji, zelo škodijo Sloveniji. Torej, kako bomo zbudili in vzgojili, mogoče, če ni prepozno, dobrega Slovenca, dobrega predsednika vlade? No, lejte, ta svet se vedno giblje gor pa dol, imamo viharje, imamo mirno morje, kot mi je pač en duhovnik rekel, je rekel, ko sem se z njim pogovarjal že leta nazaj, kam se tu gre, je rekel, aleš ne skrbi. Slovenija in tudi druge države so kot morje. En cvet so viharji, en cvet je mirno morje in viharji vedno razburkijo in morajo razburkati, da se stvari premešijo in zgodovina se tudi vedno premeša. Ko v zgodovini gremo preveč v eno smer, vedno pride druga smer. Edino, kar si ne želim, je, da bi ta druga smer postala preveč radikalna. Ne želim si revolucij, torej spremembe moramo iti počasi, pametno, ne z revolucijo. Revolucija nikoli ne prinese ničesar dobrega, torej imamo zdaj neko skrajno levo fašistično LGTB usmerjeno ministro in rase novi rodovi, mladi niso, mladi so izobraženi, ne glede kaj jim profesorce v šoli, ki jo je Gaber uničil, Gaber si je zastavil cilj, da bo slovensko šolstvo za 50 let uničil. Nekako mu je to uspevalo, ampak danes lahko izobrazimo tudi drugačni, nujno, da so v šoli in mladi so dovolj pametni, da bojo te stvari, če ne čez 5, pa čez 10 let postavljeno na svoje mesto. Ampak očitno v Mariboru ne. Prav zdaj je druga mariborska gimnazija. Učenci so odšli z nekega tekmovanja, ki je bilo debatno tekmovanje. To se Poznam, se uživimo. Ščerka tudi hodila na take stvari. Ja, in zdaj oni so tudi zagovarjati stvari, ki jih ni marala. Ja, ampak oni so odšli, ker bi bilo treba zagovarjati nastanek izraelske države, pa se je to noro poslušati. Nimam več komentarja, kot tudi je to noro. Ja. Torej nam ne uspeva. Uspeva ta angažma, ta aktivizem, neko kvazi levičarstvo. Počakamo te dijake, kaj in kako bojo razmišljali čez 10 let. Ker tem dijakom je bilo pravzaprav odvzeto tisto, za kar so se pripravljali, kar so želeli, nekdo jim je odvzel. Jaz mislim, da večina teh dijakov bo to lekcijo zelo dobro vzela in ta za te profesorje in tega ravnatelja ne bo dobra. In profesorica je bila ženska. Dobro, jaz mislim, tudi en moški zna to narediti, tako da jaz le kakšnih velikih vlog ne vidim, zdaj ali bila ženska ali moški. Konec, če sem prav razumel, tudi ravnatelj podprl, ki je bil moški. Ja. Ampak še enkrat poudarjam, počakamo na te dijake, ki so dobili lekcijo, ki mislim, da bo v njihovem življenju pustila velik pečat. In ta pečat mislim, da bo kontraproduktiven za te, ki so to naredili in ki so te dijake prisilili, da so z tega tekmovanja morali iti. Doktor Štrancar, vi ste kemik, ste tudi znanstvenik. Vi poznate v bistvu to zmagovalno formulo. Vi ste svojo znanostjo in podjetjem prišli na svetovno raven. Ja, mi smo popolnoma v špici v svetovnem merilu. Kako vam je to uspelo? Iz kuhnje. Začeli smo v kuhnji. Strmo, delom, odličnim kadrom, odličnimi sodelavci in še z eno veliko potem, bom rekel, z eno veliko odločitvijo, ki je bila ključ do res zmage, da smo prenehali živeti na podlagi subvencij, da sem prepovedal kakšnekoli subvencije podjetju leta 15, ko nam je šlo najhujši, evropskih subvencij, torej nič subvencij, ker subvencije so pravzaprav naše podjetje do leta 2015 uničevali. Smo pristali v prisilni, imamo v Avstriji tudi bankrot, mnoge zgodbe od zadaj se še odvijajo delno, ampak podjetje je šele takrat res zaživelo, ko sem rekel, od danes naprej nič več. Takrat je potem tudi polovica ljudi iz podjetja šla, tisti, ki so nekako skušali vedno živeti na nekih subvencijah, pisali projekte,
zgubljali ogromnih ur za neke fičnike, ki jih je dala država, potem pošiljali inšpekcijo podjetje, ki so gledali, če smo plačali eno varovalko več ali manj. Ko smo se postavili res na trg, predvsem v ZDA, potem smo pravzaprav zaživeli. Je pa to vaše področje z področja kemije, ne? Pa je vendarle prednostno v svetu medicina, kemija. No, mi smo pravzaprav dejansko v teh najbolj naprednih tehnologijah zdravljenja. Torej, ko ti ne skušaš indirektno poboljšati zdravje, ampak skušaš pravzaprav spremeniti tisti izvor. Če govorimo o genski terapiji, skušamo zamenjati gen, ki je okvarjen. Imamo zdaj tega dečka Urbana, moram reči, njegova mama, izjemna borka, kapo dol in klobuk dol, ogromno naredila za prepoznavnost tega, tudi fundacijo vse. In potem tudi njena negativna izkušnja z inštitutom Borisa Kidriča v Ljubljani, ki je podobna moji izkušnji tega istega inštituta. In kot vemo, tudi izkušnja dr. Milka Noviča, ki izhaja iz tega inštituta in kaj so ga vse obsojali, če se spomnimo. Imamo inštitute Borisa Kidriča še vedno, žal. Po dejavnosti se ime so spremenili, ampak dejavnost ostaja ista. Spreminjamo, pač naše stranke spreminjajo gen. Imamo tudi dečka Krisa, ki je dobil gensko terapijo, torej ogromna, bom rekel, napredek v znanosti in mi smo v teh projektih. Naše stranke delajo tem, mi jim pomagamo to čistiti, torej imamo najbolj napredno tehnologijo čiščenja teh modernih učinkovin. Smo zdaj v najbolj naprednih tehnologijah tretmaja raka, torej gene editing, CAR-T, CRISPR. Zdaj od tega, da je nek bom rekel, čudež, vse super, seveda, da so še vedno problemi, da se tehnologija mora naprej razvijati, da je še mnogo potrebno narediti, ampak smo v vseh teh podjetjih. S temi podjetji sodelujem, poznam ogromno teh strokovnjakov v teh podjetjih in če potrkam na vrata tudi kakšnega chief executiva teh multinacionalk, se meni ta vrata odprejo, kot je rekel eden od tajkunov nekaj let nazaj, ki bi zdaj rečel farmacijo, da on niti do vratarja farmacevtske multinacionalke ne more, a da jaz pa lahko pridem kamor čem. Pomagajte nam razumeti, kaj je vaš glavni produkt. Torej, naš glavni produkt so neke vrste polimeri, ki omogočajo učinkovito čiščenje teh modernih učinkovin oziroma novih učinkovin. In to je pravzaprav plod in sad dela tukaj enega velikega tima v Ajdovščini, že blizu 300 ljudi. Super tima, imam daleč najboljši tim, ki se ga pravzaprav lahko zamisli en direktor na tem področju. Tima, ki pravzaprav nekako gre zelo nos tudi našemu lastniku, ki ni zadovoljen, da imamo tak tip v Ajdovščini, ki ni zadovoljen, da smo petkrat bolj učinkoviti, kot so njihovi timi gor v Nemčiji, čeprav so 3-krat manj plačeni in seveda se trudi, da bi te stvari razbil. Tudi na ta način, da pač moje pogodbe več ni, moja pogodba ni podaljšana, torej jaz do konca leta sem nekako v podjetju in potem ne vem, Na domovino. Do danes mi pogodbe nove niso dali, po 4 letih in pol pogovarjen o novi pogodbi, nove pogodbe pač niso bili sposobni, pripravljeni ali pravzaprav najbrž ne želijo jo dati. Tako da obstaja seveda možnost, da sem 3.1. na cesti. Ampak glejte, zdaj to, kar govorite, nam daje misliti, ne? Vseh teh 35 let smo veliko govorili o tujcih kot lastnikih, ne? Bilo je veliko idej, nekateri so zelo zagovarjali tujino in tujce in so rekli, saj vseeno, kdo je lastnik, ampak v bistvu, zdaj to, kar poslušam, ni vseeno, ne? Kdo je lastnik. No, jaz zagovarjam tržno gospodarstvo in z tega stališča seveda zagovarjam tudi, da tujci kupujo naše podjetja in da seveda mi kupujemo tuje podjetja, saj to gre v obe smeri. Sem absolutno proti nekemu protekcionizmu, ki nam je pripeljal pravzaprav do situacije, da imamo tajkune,
ki so pravzaprav nesposobni voditi gospodarstvo. In to gospodarstvo, ki je zdaj vezano na Nemčijo, bo v roku 5 let propadlo, ker Nemčija bo gospodarsko se sesula. Mislim, da vsak, ki malo spremlja stvari, ve. In če Nemčija kihne, so včasih rekli, Slovenija propade, a ne? Naš trg je vedno bil in tudi moj trg je vedno bil predvsem ZDA, pa nekatere nove države v Aziji, Japonska, Južna Koreja, tudi delno Kitajska, a ne? Delno Anglija. Mi v Evropi pravzaprav smo zelo, zelo malo delili. Z Nemčijo pravzaprav razen, da imamo lastnika, tam nekih resnih projektov nimamo. Zaradi tega, ker tudi ta podjetja njihova so postala preveč zbirokratizirana in če si ti zbirokratizirana, moraš biti hiter. Današnji svet izjemno hitro drvi. Tukaj imajo že ZDA zdaj problem napram Kitajski, ker Kitajska drvi še bolj hitro kot ZDA. In kaj mi se naslanjamo neko Nemčijo, ki je najbolj počasno gospodarstvo, ki ga lahko primerjamo z ruskimi oziroma petletkami Sovjetske zveze. To je približno to in Bruselj pravzaprav to posnema. Zato naše gospodarstvo jutri ni tisto, ki bo slonelo na Nemčiji, mora sloneti na ZDA, Poljski, Češki, Slovaški, Madžarski, delno Avstriji, Hrvaški, Aziji. V kolikšni meri bi se lahko s svojimi produkti vključili v vojaško industrijo? Kar se tega tiče, sem pacifist in ne razmišljam se vključevati v vojaško industrijo. Seveda so pa vojaki tudi zbolijo, a ne? Zbolijo po eni strani zaradi virusov. Tukaj smo zelo dejavni, torej na področju cepiv smo zelo dejavni. Naša podjetja, s katerimi sodelujemo, razvijajo nova cepiva, mi jih čistimo. Smo v podjetjih, ki pravzaprav omogočajo hitrejše zdravljenje ran po novih tehnologijah. Torej smo, ampak kot, bom rekel, pozitivci, ne želim pa biti pri orožju. Nobenem. Ali ne bo to zdaj granata, ali ne bo biološko orožje. V teh stvarih jaz osebno ne želim biti in ne bom. Ali lahko napoveste kaj v zvezi z zdravljenjem raka? To je tudi vedno zelo aktualno vprašanje, pa pravijo, da je tega raka vse več tudi med mladimi. Se kaj napoveduje z tega vašega področja? No, tako, tukaj, ko pridemo do genskih okvar, ki se tudi povečujejo, vedno večje genskih okvar, a ne? Če pogledamo tudi otroke po celem svetu. Na zapadu se o tem govori, na drugih državah manj razvitih, tudi v Afriki se toliko ne govori. Zemlja je onesnažena, pa ne s CO2. Zemlja je onesnažena z nanodelci. Ne mikrodelci, ampak z nanodelci. O tem se nič ne govori, ker politika očitno tega noče, da se o tem govori, ker se s tem ne zna spopasti. Mi na tem področju tudi nekaj delamo in tudi vidimo, kje vsi ti nanodelci so, pa v tem trenutku te stvari ne bom šel. In ti nanodelci so tisti, ki pravzaprav povzročijo in genske okvare in raka. Torej, moja osebna napoved je, da v roku 50 let človeštvu brez zdravljenja raka in genskih okvar ne bo več preživelo. Zemlja je toliko nesnažena, da mislim, da v roku 50 let bo pravzaprav čisto vsak človek in tudi novorojeni človek bo že imel neko okvaro. Zato je zelo pomembno, da se te tehnologije razvijajo in da se razvijajo hitro. In se hitro razvijajo. Zdaj seveda pridemo tudi na področje, kaj je pravzaprav sprejemljivo, kjer se igraš Boga, kjer se ne igraš Boga, ne? Torej, sem proti tem, da se zarodke izkorišča, da se iz zarodka naredi srce. Absolutno, a ne. Po drugi strani pa seveda sem podpornik tehnologij, ki ljudem lajšajo življenje. Torej, ki omogočijo, da nek otrok, ki se je rodil z gensko okvaro, se mu popravi. A je zdaj tu poseganje v Božje stvarstvo ali ni? Jaz pa trdim, če tukaj ne bomo posegali v te stvari, potem človeštvo več ne bo.
tudi jaz bom prišel pred svetega Petra in bom pač dal odgovore. Za mene osebno pomoč pri genskih terapijah in pri rakavih terapijah, ki so tudi pravzaprav slonijo na genskih terapijah, ni proti cerkvenu, ni proti krščanstvu, ni proti Božje dejanje. A ne? In pridemo potem na čase, ko so pravili, ko se je dajala kriza, tudi so ljudje preživeli, a ne? Takrat so tudi govorili, bom rekel, čistuni, a ne? Da je to proti Božje dejanje. Bog nam je dal pamet in orodja in mislim, da kjer delamo po svoji vesti in vest, mislim, da se vsakmu človeku prebudi. Jaz mislim, da čisto vsak človek ve, a dela prav ali ne. In dokler delamo po vesti in pomagal v tej smeri, potem najbrž je to, kar pravzaprav tudi Bog, ki nam je dal talente, od nas pričakuje. No, omenili ste te zarodke, ne, velikokrat lahko beremo ali pa slišimo mogoče, da je to prizadevanje za splave, pravzaprav tudi prizadevanje za več tega materiala, da tako rečem. Kaj bi mislite o tem? Se bojim, da je delno tudi neke resnice tukaj odzadej. Nimam dokazov, zato bom raj tukaj končal. Dobro, zdaj v bistvu je tako, ne, veliko sva se pogovarjala o prihodnosti, vaš poklic, vaše delo je zelo na meji te znanosti, prihodnosti, pa vendarle v Sloveniji nimamo niti razčiščenega vsega tega, kar se je dogajalo. Zdaj vprašanje, ki je to, ali sploh mi zmoremo stopiti v prihodnost, ne da bi razčistili, kaj se je dogajalo pred 80 leti, ne nazadnje je tu tudi duhovnik Trčelj, bi radi o njem spregovorili. Kje smo zdaj danes? Ali je to predpogoj, da razčistimo s to preteklostjo, da bomo stopili v ta svet, ki ga praktično vi delate vsak dan? No, mislim, da je to sporedna dejavnost. Ne moramo pričakovati, da bomo zdaj vse razčistili in potem šele delili. To je sporedna dejavnost. Mislim, da pač moramo o teh stvareh govoriti, jih moramo predstavljati in potem tudi na naslednjih rodovih naših otrok in vnukov, da bojo te stvari nekako postavili v zgodovinski kontekst in se na tem tudi nekaj naučili, kaj pravzaprav se ne sme delati. In kot sem prej omenil, absolutno sem proti vsaki revoluciji. Pa ne bo tu zelena, rdeča, plava, a ne. Zdaj smo imeli zeleno revolucijo in vidimo, da je tudi ta nam nekaj dosti prinesla. Pa doktor, ta duhovnik Trčelj? Duhovnik Trčelj je za mene ogromen rodoljub, eden, bom rekel, od zgledov, mojih osebnih zgledov. Vemo, da je zelo dosti trpel pod fašizmom in tudi pod komunizmom in bil potem od komunistov pokončan in tudi doživel to, da je pravzaprav del njegovih sobratov ga je zavračalo in ga še vedno zavrača. In zaradi tega je za mene res eden veliki vzgledov, eden največjih čedermacov. Človek, ki je zorganiziral prvi protifašistični shod, smo imeli 100-letnico tega pri Marijinem Celju, Ligu nad kanalom, smo obeležili to zadevo in prav je, da se pač spominjamo, da se kot narod spominjajo takih velikih ljudi. Narod, ki ne ceni svojih velikih ljudi, nima več svojih korenin. Torej narod mora ceniti svoje korenine. Temelj naroda so korenine. Torej, če Slovenci hočemo biti Slovenci, ostati Slovenci, potem moramo spoštovati in ceniti naše velike ljudi. Majstra, Trčelja, Erlicha, Slomška, Barago in še bi lahko našteval velike Slovence. To so ljudje, ki so pravzaprav živeli in krvaveli in dali življenje za narod. Konec koncev tudi Danilo Zelen, kot vodja Tigra, a ne, tudi tu so bili veliki ljudje. Tudi Janko Premrl Vojko, kot partizan, je bil velik človek. Pa tudi še kakšen drug partizan. Ne morem pa pristati na to, da so veliki ljudje tisti in da so veliki Slovenci tisti, ki so Slovence likvidirali. In tukaj govorim o 4 K-jih. 4K. To je Kardelj, Kidrič, Kocbek, Kučan. To zame niso in nikoli ne bojo veliki ljudje. Torej se bomo osvobodili, ko bomo umaknili ta obeležja, to se pravi njihove kipe? Obeležja so tudi opomin.
Tako da jaz mislim, da ta obeležja bojo počasi romala tam, kamor spadajo, in to so v neke muzeje. Ali pa vsaj glave. Ali pa tudi glave, ne? Ampak niso obeležja tista, ki so pravzaprav najbolj problematična. Problematični so naši pravzaprav medosebni odnosi in razmišljanja. Dokler ne bomo pač kot ljudje spoznali, da bomo napredovali, da gremo v pravo smer, ko se otresemo vseh teh balastov zgodovine in ko se otresemo teh, ki nas stalno vlečejo nazaj v ta balast. Ne? In tukaj je pravzaprav Kučan in njegova klika tista, ki nas najbolj vleče v zgodovino. Tudi če pogledamo zadnji slogan pred volitvami, bil proti. Torej, oni so zmagali sproti. Ne moramo biti proti dela slovenskega naroda in trditi, da se borimo za slovenski narod. Vsak, ki pravi, da je proti slovenskemu narodu in slovenskim državljanom. Konec koncev imamo ogromno slovenskih državljanov, ki so ponosni na Slovenijo, bistveno bolj kot Slovenci. Največja zastava, ki visi slovenska, je tam pri Trojanah. A ne? To je pač, kot mi je poznano, je ta človek, ki je to obesil, je porodil Srb, ponosen Slovenc. Zato moramo zelo paziti tudi, ko govorimo o slovenskem narodu, da tudi v slovenskem narodu prepoznamo, kaj ni prav, in v tujih, torej v državljanih Slovenije, prepoznamo tiste, ki pravzaprav so res dobri državljani, a ne, in ponosni državljani. A ne, tudi Luka Dončić, ki je tudi pol Srb, a ne, on ponosen, torej moramo biti tudi tukaj pazljivi, da nismo nacionalisti, ampak smo rodoljubi. Torej proti nacionalizmu, ampak za rodoljubje. In da pač tudi smo sposobni v svojo sredino vzeti ljudi, ki so podobne kulture, ki so podobnih načel, ne nujno pač podobne religije. Zakaj? Tako da, ja, ko bomo začeli glasovati za, ne proti, potem bo tudi Sloveniji šlo boljše. Torej, kdo je sposoben povezovati? In Kučan in njegov klan nas razdvaja. Nas razdvaja že pred osamosvojitvijo in nas razvaja od vsega prve sekunde osamosvojitve. Tam je tisto največje zlo Slovenije. Doktor Štrancer, kje vidite Slovenijo čez 10 let? Jaz to vidim kot Slovenijo, ki se bo pridružila tej, bom rekel, novemu valu ekonomskemu, kar na koncu še vedno velja ekonomija, ekonomski temelji državam, ki gospodarsko rastejo, ki imajo pozitivno razmišljanje, ki so razčistile, da teorija smrti ni nekaj, kar nam bo prinašalo napredek, ki delajo na teoriji življenja. Torej, še vedno ista, bom rekel, skupina držav od Baltika, Poljske, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške, delno Italije, upam, a ne, Avstrije. In potem tudi ZDA. ZDA pač mislim, da je razčistila s svojo kulturo smrti in da prihaja na površje teorija življenja, in jaz sem pač za teorijo življenja in za življenje. Vedno v vsakem pogledu, in jaz mislim in pričakujem, da bomo pač razčistili s tem otokom Venezuele v Srednji Evropi in da bomo pač postali eno od temeljev te nove gospodarske iniciative, ki pač pravi, da gradimo na temelju življenja. Doktor Štrancer, tu bova končala. Prišla sva do trenutka, da voščeva državljanom Slovenije ob tem prazniku 35-letnici dneva samostojnosti in enotnosti, pa tudi ob božičnih praznikih. Vam dam to možnost, da voščite. Ja, vsem prebivalcem Slovenije, vsem, ki dobro srcu mislimo, en lep, blagosloven božič, tistim, ki ne verujete, lepe praznike. In dajmo se zavedati, Slovenija nam je bila izborjena, zato so tudi ljudje dali življenja, tudi za Slovenijo. Tudi teh, bom rekel, veteranov ne cenimo dovolj. Bilo bi lahko bistveno več smrtnih žrtev. Hvala Bogu, nam je bilo to prizanešeno
dajmo to ceniti in poglejmo, kaj bo jutri in glejmo, kaj nas združuje, ne kaj nas ločuje in dajmo pravzaprav se osvoboditi od tega, bom rekel, kučanizma. Kučanizem je tisti, ki nas razdvaja. Dajmo se ga osvoboditi, da bo Slovenija in osvobojena in samostojna. Končno mislim, da je čas, da gremo in pogledamo za jutri. Tako, Bog živi Slovenijo in vse dobro vsem. Najlepša hvala za pogovor in hvala za pozornost. Hvala tudi vam. Nasvidenje.